Današnji dogodek je forum o morskih odpadkih. Prepričan sem, da boste izvedeli marsikaj novega danes o tej problematiki in da boste tudi s svojim delom nekako prispevali k temu, da bomo zadeve v bodoče bolj učinkovito obvladali. Seveda pozdrav velja tudi vsem tistim, ki nas spremljajo nadaljavo. Zagotovili smo namreč tehnične možnosti za to, da se da temu dogodku slediti tudi nadaljavo in tako, da imamo nekaj manj, sicer kakor vas je dvorani, ampak tudi precej udeležencev na samo daljavo. Želel vam bi še to, da se pač prijetno počutimo danes vsi skupaj in da seveda uspešno uresničimo cilj projekta in prispevamo k tej problematiki. Hvala lepa in besedo predajam doktorju Andreju Kržanu z Kemijskega inštituta. Najlepša hvala, Slavko. Torej, moje ime je Andrej Kržan, prihajam z Kemijskega inštituta. Vse bi zelo lepo rad pozdravil. Predvsem sem vesel, da vidim, da je v bistvu dvorana polna, ko se pripravlja takele dogodke, skoraj do konca ne veš, koliko ljudi bo prišlo, kdo pride in tako naprej. Tako da me res veseli, da ste prišli, najlepša hvala. In domnevam, da boste verjetno kakšne podatke o morskih odpadkih zvedeli na novo, ki jih ne poznate, ampak predvsem je pa cilj, da mi kaj izvemo pravzaprav od vas. Jaz upam, da bo diskusija, ki je planirana, uspešna in da bomo lahko skupaj prišli potem do nekih ciljev. To je pravzaprav namen današnjega srečanja. Ne toliko, da vi poslušate, ampak da se pogovorimo. To, kar boste slišali, je pa pravzaprav mišljeno samo kot iztočnica. No, pa bom nehal. Hvala lepa. Dober dan. Sem Milena Marega. Moja naloga bo danes moderirati ta dogodek, pripeljati v času, ki smo se ga določili, do rezultatov oziroma ciljev, ki smo jih tudi oblikovali, no in nekaj malega o teh ciljih. Dva glavna sta, kot ste bili seznanjeni tudi v vabilu. Na današnjem forumu bomo skušali osvetliti malo bolj še in z različnih vidikov problematiko odpadkov. Po drugi strani pa bi želeli dobiti nabor ukrepov za možne rešitve tega perečega problema. No, ne nazadnje je pa cilj pravzaprav tudi vzpostaviti sinergije med tema dvema projektoma, o katerih boste malo več slišali kasneje in pač pogledati, kje so sinergije, kje lahko skupnim sodelovanjem pravzaprav dosežemo več. No, ta nabor predlogov, ukrepov, ki ga bomo oblikovali skupaj v drugem delu današnjega srečanja, bo seveda predstavljen zbran v poročilu, ki bo posredovan tako na nacionalni ravni, ključnim akterjem, kot tudi na ravni Evropske komisije. Mislim, da bo na zaključku gospod Mezek nekaj več rekel še o tem. No, in še enkrat lep pozdrav tako vam v dvorani, kot seveda našim spletnim udeležencem. Rada bi povedala še to, da bo z mano somoderirala kolegica Katarina in sicer bo ona skrbela, da bodo slišani tudi naši spletni udeleženci. Začnemo z predstavitvijo obeh projektov, tako da besedo spet predajam gospodu Slavku Mesku za predstavitev projekta Marlisko. Prosim.
bi predstaviti projekt Marlisko, v okviru katerega se pravzaprav ta dogodek dogaja, ampak tle izgleda, da imam majhne težave. Evo, tole je prezentacija. Slavko, lahko v tem času, ko ti s to tehniko, se v redu. Samo to sem hotela reči, mogoče izkoristiti ta čas. Tisti, ki nam niso vrnili še ankete, ki ste jo dobili, lepo prosim, ne pozabiti jo oddati pri registraciji. Prosim. Torej, današnji dogodek je pač eden izmed dogodkov v okviru projekta Marlisko, ki se financira iz 7. okvirnega programa. In ta projekt je pravzaprav usmerjen to, da bi se na nek način okrepila to zavedanje o velikem pomenu te problematike, ki postaja dejansko iz dneva v dan bolj zaskrbljujoča in seveda zato tudi zahteva neko skupno akcijo, predvsem pa zavedanje. Ne samo tisti, ki se neposredno ukvarjamo ali pa ukvarjate recimo s problematiko odpadkov, ampak tudi vseh različnih segmentov družbe. Drugače seveda žagamo vejo, na kateri sedimo, se pravi tudi dolgoročno možnosti obstoja, recimo sploh življenja na zemlji. Torej, cilj projekta je okrepiti ozaveščenost, spodbuditi dialog med različnimi deležniki in pa seveda na nek način promovirati soodgovornost. In današnji dogodek je namenjen prav temu, se pravi temu, da skupaj razmišljamo o tem, v bistvu, kako bi lahko izboljšali stanje na tem področju. Zdaj, projekt Marlisko se izvaja na evropski ravni in sicer ob 4 evropskih regionalnih morjih, severovzhodnem Atlantiku, Baltiku, Sredozemskem morju in pa Črnem morju. Sodelujejo predstavniki iz 15 obalnih držav. Konzorcij partnerjev je pravzaprav zelo zanimiv in odraža v bistvu tudi zelo veliko različnost partnerjev. Sodelujejo tako uprave, regionalne uprave, provincijske, pokrajinske uprave, znanstveno-raziskovalne inštitucije, univerze, nevladne organizacije, tako da je tudi recimo združenja proizvajalcev plastike, tako da je dejansko v bistvu samo partnerstvo zelo raznoliko in seveda ta raznolikost omogoča osvetlitev pogledov ali pa recimo na problematiko iz različnih zornih kotov. V okviru projekta Marlisko bi želeli doseči predvsem naslednje cilje. Se pravi, ponuditi neka inovativna orodja za učinkovito vključevanje, informiranje in za večjo kompetentnost tudi družbe akterjev pri seveda akcijah, ki so usmerjali v obvladanje tega problematike. Projekt sam ima različne fokuse, različne delovne pakete. V okviru projekta smo v uvodu pogledali problematiko, ki se nanaša na same odpadke iz različnih zornih kotov, se pravi dimenzijo, koliko teh odpadkov je, potem naredili smo pač zbirko in pregled dobrih praks v vseh partnerskih državah, potem v okviru projekta je bila vzpostavljena zelo zanimiva in zelo učinkovita in tudi pregledna spletna stran, ker seveda lahko najdete zelo zanimive podatke o tej problematiki, tako da ste vabljeni, da jo pač obiščete. In današnji dogodek je pač forum, v katerem naj bi spodbudili dejansko različne segmente družbe k razmišljanju o tej problematiki. In pa veliko aktivnosti je bilo usmerjeno v same promocijske akcije, v različne segmente družbe in zelo veliko poudarka je bilo tudi na delu z mladimi. V uvodu je bila pripravljena, kot sem že omenil, pregledna raziskava oziroma študija. Pregledali smo za različna regionalna morja iz različnih virov, se pravi že iz pisnih virov in pa tudi z komunikacijo z ključnimi dejavniki, ki se ukvarjajo s to problematiko, kakšna je pravzaprav dimenzija problema. Se pravi, koliko je teh odpadkov, kakšna je struktura odpadkov in tako, da smo dobili vpogled v bistvu, kakšno je stanje posameznih teh regionalnih morjih
in tudi lahko smo ugotovili, kje so razlike in kakšni so trendi, kar je seveda dobro izhodišče za nadaljne delo, ne. Veliko poudarka je bilo dano raziskavi ocene percepcije deležnikov in njihovega odnosa glede morskih odpadkov. V okviru projekta smo izvedli veliko anket, med drugim tudi današnji dogodek, povabljeni ste bili, da pred samim dogodkom izpolnite anketo in da tudi po samem dogodku boste izpolnili anketo, iz katere bo razvidno, ali je ta dogodek prispeval k vaši percepciji te same problematike. Skratka, skozi to aktivnost smo želeli nekje opredeliti, kako se javnost zaveda in kako gleda recimo na to samo problematiko odpadkov. Potem smo seveda tudi nekje identificirali in zbrali vse različne monitoringe, na kakšen način se izvajajo po različnih območjih in pa tudi kakšne politike za zmanjševanje vplivnih morskih odpadkov veljajo v posameznih državah. V okviru projekta smo zbrali 73 primerov dobrih praks. Tule na karti imate označeno, na katera območja se te dobre prakse nanašajo. Izmed teh 73 primerov je bilo izbranih 11 primerov dobrih praks z največjim potencialom in seveda tako je možno s opisom teh dobrih praks, da pač ljudje oziroma tisti, ki ste zadolženi za to vrstno problematiko, si lahko te dobre prakse ogledate in tudi v bistvu na nek način to izkušnjo vključite v svoje lastno delo. Omenil sem, da je bilo opravljeno veliko dela z mladimi, tako smo izvedli video tekmovanje in na temo, kako mladi gledajo na problematiko odpadkov. To video povabili smo srednje in osnovne šole k sodelovanju, odziv je bil dober, javilo se je 8 šol, otroci so posneli 13 filmov, izmed katerih smo zbrali pač najboljšega. Otrokom smo ponudili v bistvu tudi usposabljanje za snemanje teh videoposnetkov, tako da je bil odziv zelo dober in nagrajeno ekipo smo potem povabili tudi na skupni dogodek, ki so se ga udeležili vsi, ki so, se pravi partnerji zmagovalcev iz vseh 15 držav ob dnevu pomorstva v maju 2014, ki je bil v Bremnu. Povem še to, da smo posneli en zelo zanimiv in atraktiven promocijski film z ambasadorjem samega tekmovanja, ki je bil Vasilij Žbogar. No, tule je nekaj utrinkov z tega zaključnega dogodka, ki je bil v Bremnu. Na levi strani imamo pa nekaj utrinkov iz podelitve priznanja in pa nagrade za drugouvrščenega pač v tem videotekmovanju v Sloveniji. No, potem smo bili, udeležili smo se različnih čistilnih akcij, v vlogi tudi soorganizatorja in izvedli smo tudi različne druge aktivnosti. Recimo v predverju je razstava, ki se nanaša na problematiko morskih odpadkov. To razstavo smo postavili na različnih lokacijah, začeli smo v Kopru, v študijski knjižnici, svojo pot je razstava in v osnovni šoli Koper. Potem ob teh razstavah smo za mladino organizirali tudi različne delavnice. Potem je razstava nadaljevala pot v Izolo, v knjižnico v Izolo, v knjižnico v Lucijo, v stavbo občine v Piranu in razstavo bomo še postavili na različnih pač drugih mestih, tudi po današnjem dogodku, tako da jaz mislim, da je ta razstava seveda priložnost, da se dejansko najširša javnost seznani z to zelo perečo problematiko. No, današnji forum je, kot smo že omenili, namenjen predvsem temu, da bi spodbudili različne segmente javnosti k skupnemu razmisleku, k temu, kaj je potrebno narediti na področju
ravnanja z odpadki iz različnih aspektov, zato da bomo pač to problematiko čim bolj učinkovito nekje obvladali. In vabljeni ste, da si pač pogledate, kot sem že omenil, to spletno stran, na kateri so pač te aktivnosti nekje podrobnejše opisane in na kateri boste dobili vpogled tudi v tem, kako so se teh nalog lotili tudi v drugih sodelujočih državah oziroma pri drugih sodelujočih partnerjih. Za zaključek bi jaz povedal predvsem to, da se mi je zdelo, da je projekt usmerjen predvsem v osveščanje in da je ravno to tisti segment, ki ga v tem trenutku mogoče najbolj potrebujemo. Namreč šele to je prvi predpogoj pravzaprav za to, da ukrepi, ki bo potrebno nujno na tem področju storiti, da pač bodo deležni tudi v bistvu podpore širše javnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Slavko Mezek. No in zdaj sledi še predstavitev projekta The Fish Gear. No in to nam bo predstavil gospod dr. Kržan, vodja projekta za Slovenijo. Se upam, da bo. Torej, dokler računalnik razmišlja, torej, da predstavim naš projekt. Torej, projekt imate tukaj napisano ime, v glavnem gre pod imenom The Fish Gear, kar je pa kratica za v bistvu veliko daljši za daljši naslov. Torej, gre za daljši naslov, v bistvu sistem ravnanja za iztrošeno ribiško opremo v jadranski regiji. Naš projekt je popolnoma drugačen, oziroma v veliki meri drugačen kot Marlisko in občutek imam, da se projekta zelo lepo dopolnjujeta. Torej, naš projekt teče v okviru programa IPA Adriatic. To je čezmejni program sodelovanja, mednarodnega sodelovanja, gre ravno tako za evropski projekt, torej samo v drugem programu. Pri tem je pomembno, da pravzaprav IPA stoji za inštrument predpristopne pomoči, torej je pomemben element našega projekta, da vključujemo tako države članice kot države v regiji, ki še niso članice Evropske unije in da nekako harmoniziramo svoje pristope. Poleg tega gre za čezmejni projekt, torej za projekt čezmejnega sodelovanja, s tem, da ne gre za bilateralni projekt, temveč regijski, torej več držav sodeluje, v bistvu v našem primeru 7. Zadeva, ki je še značilna za naš projekt, je, da gre za strateški projekt v programu IPA Adriatic, imajo namreč 2 vrsti projektov, navadne projekte, ki se ukvarjajo z neko tematiko, in strateške projekte, od katerih se pričakuje, da bodo na koncu ponudili nek strateški načrt ali predlog ravnanja na nekem področju. Seveda pri nas gre za področje morskih odpadkov. Tukaj je nekaj podatkov, torej začeli smo proti koncu leta 2013, projekt pa traja 29 mesecev, torej do 2016. Imamo 16 partnerjev, tako da gre v bistvu za relativno velik projekt, vodilni partner pa je Kemijski inštitut iz Ljubljane.
zato sem tudi jaz tukaj. Tako, če samo omenim, moje ozadje je strani plastike in tudi po tej poti sem vključen v zgodbo o morskih odpadkih, samo tako, da bo jasno. Torej, tukaj je slika področja, ki ga program IPA Adriatic krije in z temi različnimi pikami označeni naši partnerji, vodje delovnih sklopov in tako naprej. Torej, mi se ukvarjamo izključno in samo z Jadranskim morjem. Pravzaprav ne smemo brez posebnih dovoljenj niti drugam potovati, iti ali karkoli. Tako da v tem se tudi razlikujemo od Marliska, pa tudi potem po vsebini. Tukaj so našteti naši partnerji, mogoče ne bi šel prav po vseh partnerjih, torej imamo 7 sodelujočih držav, Slovenija, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Albanija in Grčija, torej Grčija je s tistim severnim delom vključena v jadransko zgodbo. Imamo zelo raznolike partnerje, približno tako kot Marlisko, omenil pa bi, da imamo tudi pridružene partnerje, ki pa so v glavnem recimo ministrstva, agencije in tako naprej, torej neke več ali manj državne inštitucije, ki bodo potem, upajmo, prevzele določene ugotovitve, do katerih bomo prišli v projektu. Torej, ukvarjamo se z problemom onesnaževanja morja, gledamo pravzaprav, oziroma upravljamo monitoring, torej, da bomo pridobili podatke o onesnaževanju. Torej, tukaj se razlikujemo od Marliska, v smislu, da nimamo samo ozaveščanja, ampak naša naloga je, da na nek harmoniziran način ugotovimo, kakšno je stanje v Jadranskem morju. Če spremljate literaturo, boste zlahka ugotovili, da je Jadransko morje neka siva lisa, o kateri pravzaprav ni prav dosti podatkov. Koliko je morskih odpadkov različnih vrst in tako naprej. Torej, v marsikateri drugi regiji oziroma v drugih morjih je moč dobiti več podatkov, za Jadran boste našli zelo malo trenutno. Torej, naša naloga je, da to presežemo in da lahko ponudimo neke preverljive in tudi na preverjen način pridobljene podatke. Zadnja zadeva, ki je tukaj omenjena, je pravzaprav cilj, da pripravimo sistem za zbiranje in recikliranje iztrošene ribiške opreme. To je nekaj, kar je v centru imena našega projekta, čeprav se pravzaprav ukvarjamo tudi z določenimi drugimi vidiki. Iz te točke je pravzaprav izšla osnovna ideja projekta, torej samo iztrošena ribiška oprema, potem smo pa dodali še določene druge zadeve na to, ko smo razvijali projekt. Kot sem rekel, glavni cilj našega dela je, da pridemo na koncu do predloga strategije, to je tisto, kar od nas program zahteva oziroma pričakuje. Naredili pa bomo tudi prvo harmonizirano oceno oziroma tudi podatke bomo pridobili o morskih odpadkih v Jadranskem morju. Torej, pri tem bomo seveda vzpostavili neko mrežo regionalno, v programu imamo različne dogodke, naprimer 3 mednarodne konference in hkrati seveda bomo prišli tudi do določenih protokolov za delo na tem področju. Če na kratko razložim, kje smo, torej začeli smo, potem smo si izgradili neko sposobnost, da opravimo to delo. Trenutno smo v fazi monitoringa, stalno teče komunikacija in na koncu seveda je naš cilj tista strategija, ki sem jo omenil. Imamo 6 delovnih sklopov, prvi 3 so tisti obvezni od managementa, torej to je manj zanimivo, potem drugi komunikacija. Komunikacija nam je pomembna, torej ozaveščanje, predvsem uporabljamo različne poti in upam, da se bomo preko teh poti še večkrat srečali, z nekaterimi smo se že.
Imeli smo že kar nekaj različnih dogodkov, recimo nacionalnih informacijskih dni, recimo v Sloveniji je potekal v Vipavi lani, potem razni dogodki čiščenja obal, različne predstavitve in tako naprej. Omenil bi konferenco, ki smo jo lani maja imeli v Atenah, ki je potekala pod sponzorstvom predsedstva Evropske unije strani grške vlade in bil je prisoten tudi komisar Potočnik takrat. Tako da dogodkov je kar nekaj. Za promocijo imamo tudi postre, kot recimo teli postri, ki so tu prikazani, so tu razstavljeni, tako da upam, da si jih boste lahko ogledali. Tretji delovni sklop se ukvarja s kapitalizacijo in trajnostjo, torej vprašanje uporabe predhodnih znanj, naprimer Marlisko za svojimi dobrimi praksami je tu res izjemno uporaben, bi rekel, tako da kdor teh dobrih praks ni kdaj pregledal, bi res tudi jaz predlagal vsem, naj si jih pogledal, vzemite si toliko časa, pa pejte skozi, ker so res zanimivi primeri. Zdaj seveda trajnost pa za nas strani projekta pomeni, da se bo delo, ki ga mi začnemo, potem nadaljevalo in pri tem je seveda potrebno pripraviti, kdo bo to nadaljeval, torej kdo bo lastnik teh zadev. Potem imamo pa 3 delovne sklope, ki se ukvarjajo direktno z morskimi odpadki s 3 različnimi skupinami. Prvi torej so recimo temu makromorski odpadki. Tukaj bomo pravili monitoring in pač vse te točke, ki sem jih prej navedel. Mogoče bi omenil v tem delovnem sklopu eno skupino navodil za opravljanje monitoringa. Mislim, da so tole res vse, tako mislim, res dobro pripravljeni in potrebni dokumenti, ki upam, da bodo prišli tudi komu prav. Torej, to je vse na voljo na našem spletu in to so zelo praktična navodila, vključno recimo za formularje, kako prikazovati rezultate, kako jih beležiti in tako naprej. Namen tega je seveda, da bomo vsi delali na isti način, da lahko potem primerjamo podatke. Tukaj imam nekaj primerov, kako je planirano delo v Grčiji, ampak bom šel kar naprej. Imeli smo recimo izobraževanje v Splitu lani poleti, to je lep čas, lep kraj. Delovni sklop 5 se ukvarja direktno z mikroplastiko. To je en poseben segment, ti odpadki so posebni zaradi svoje velikosti, zaradi svoje razširjenosti in vpliva, tako da smo to dali v poseben delovni sklop. Tukaj se bomo poskušali ukvarjati tudi za nanoplastiko, torej en partner ima nalogo, da se ukvarja z delci pod 300 mikrometri velikosti. Delno pa bomo pogledali tudi vpliv na bioto. Tukaj je recimo samo primer načrta za monitoring po različnih državah. To je tisto, kar v bistvu že teče letos. Zadnji delovni sklop pa je tisto, kar nas je pripeljalo pravzaprav do projekta, to pa je delo z iztrošeno ribiško opremo, torej predvsem mrežami. Tukaj pravzaprav predvidevamo oziroma izvajamo delo z ribiči, pa tudi potem z drugo stranjo, torej kam bi ti odpadki lahko šli potem, ko jih zberemo. Torej eno je zbiranje v pristaniščih, potem pa uporaba tega. Torej tukaj bi omenil mogoče dobro sodelovanje, ki ga imamo z iniciativo Healthy Seas, ki se ukvarja pravzaprav z zbiranjem mreži z najlona 6 in z recikliranjem tega. To je na kratko opis projekta. Vse, ki vas karkoli zanima, pa vabim, da se mi oglasite, bom rade volje še veliko govoril, to, ker imam tukaj že listek, da imam 0 minut. Torej, najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, dr. Kržan, hvala lepa, gospod Slavko Mezek. Tudi skratka, zdaj smo slišali o
obeh projektih glavne, pač najpomembnejše informacije. Na vrsti je kviz za sprostitev in sicer na temo, kako dobro poznamo odpadke, njihov vir, njihove posledice. Na mizah imate škatle in v teh škatlah so odpadki. Še predtem bi prosila, gospe, vi ste naknadno prišli, a se lahko pridružite, prosim, tejle mizi? Tukaj. Dajte, prosim, no. Skratka, na razpolago imamo samo 15 minut, vi za delo pa samo 5 minut. In sicer, vaša naloga je, da pogledate odpadke in da odgovorite na naslednja 4 vprašanja. No, list s temi 4 vprašanji imate vsi na mizah. Dovolite samo, da prosim še, mislim, da te 2 mize, če ste tako prijazni in zaradi kamer, zaradi snemanja, če lahko spraznete škatle, skratka postavite to, obrnete škatle, tako da bojo lahko s kamero prišli kar narobe, ja, tako da se zvrnejo ven. Ja. No, dovolite, vprašanja imate sicer že tudi napisana, kot rečeno, in so pa naslednja. Kateri od odpadkov pred vami so po vašem mnenju najbolj pogosti v našem morju, na slovenski obali? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, kakšen je po vašem mnenju izvor odpadkov? Mogoče si lahko pomagate tudi s tem, s kakšno nalepko, no, ki je še ostala. Potem tretje vprašanje, kateri odpadki se vam zdijo najbolj problematični zaradi negativnih vplivov na okolje? In zakaj? To je sicer kompleksno vprašanje, ne terjamo kakšnih poglobljenih odgovorov. In pa četrto, pred seboj imate kozmetični izdelek, to je tisto, kar ni bilo v škatli. Ne, to so, odgovorite še na zadnje vprašanje, ali se vam zdi uporaba takšnega izdelka problematična zaradi vpliva na morske odpadke in zakaj. Skratka, poglejte malo, poskušajte zapisati odgovore na ta 4 vprašanja in časa imate 5 minut. No, ne povem še, da bomo zbirali seveda odgovore tudi od naših spletnih udeležencev. Panelisti, seveda tisti, ki ste strokovnjaki na tem področju, se iz te razprave izločite. No. Tako, no, zdaj pa ta čas teče. Lajki moramo to. V čem je problem, da je to je samo zdravo. A tole misliš? Kako je? Če se potone, je lepo, je hiška za... Treba malo demonstrirati. Mislite, da boste dobili kakšen izziv? Ja, jaz sem najela, sveti da imajo vse te obrazce in zdaj bom pozvala, da stadioni če ne imajo razprašeno grafik. Treba ločiti stvari, so stvari, ki so smiselne, pametne in so neumnosti. Vleč ven stvari, ki so dala to je neumnost, ker je to v redu, ker je naše, je treba se zavedati, da je, ja, to je drugo. Govorimo o moru.
Čas je žal potekel, ampak kot sem rekla, ne potrebujemo ne vem kakšnih poglobljenih odgovorov od vas. Jaz bi vas prosila naslednje, da zaključite z razpravami in vprašali bi, katero omizje bi nam povedalo odgovor na prvo vprašanje. Imamo kakšnega prostovoljca? Kdo ima odgovor? Vi imate odgovor. Vi ste že vse 4, tako da vas prosim, kar to mizo. Kateri odpadki so najbolj pogosti na slovenski obali? Tu imamo palčke, ostanke palčk za ušesa in cigaret, tako da med drugim, tako da to so najbolj pogosti odpadki. Dobro, hvala lepa, se pravi ogorki in palčke, ušesne. A se kdo ne strinja s tem, ima kdo kakšen drugačen odgovor? Imate vi drugačen odgovor? Ne. Se pravi, se bolj ali manj strinjamo s tem. Dobro, povejte mi odgovor na drugo vprašanje. Kakšen je po vašem mnenju izbor odpadkov? Zdaj seveda ne bomo izbora vseh odpadkov, ampak vendarle, lahko pri tej mizi mogoče, lahko vi nadaljujete na temo izvora? Ali gremo naprej? Kako, ste si vi bolj ali manj enotni o izvoru odpadkov, nekaterih, ni treba vseh. Kdo bo? Drugo vprašanje. Ja, drugo. Yes. Torej izvor naših odpadkov je tako ribištvo kot turizem oziroma rekreacija, splošna postelitev in gospodinjski izvor. To je še na enem. Ampak ste uspeli vsem določiti. Hvala lepa, bi rad kdo kaj dodal k temu, a ste imeli mogoče s katerim odpadkom problem določiti izvor? Ne. A imamo mogoče od naših spletnih udeležencev kakšno pripombo? Ne? Imamo? Prosim lepo. Aha, vi imate, kar. Ne, ni še tretje vprašanje. Sem mislila, da je kakšen komentar. Dobro, zdaj gremo na tretje vprašanje. Tretje vprašanje je, kateri odpadki se vam zdijo najbolj problematični. To je mogoče težko vprašanje, ampak dajmo slišati vseeno vaše mnenje. Bo ta skupina odgovorila? Ne, on je mojster. Mora biti nekdo, ki ni strokovnjak. Plastika. Tako menimo mi. Ne. Dobro. Bi želela kakšna druga skupina še kaj dodati? Se pravi, ja, izvolite. Še cigaretne ogorke. Cigaretne ogorke so problematične. Lahko temeljite malo? Zaradi prehranjevalne verige. So strupeni, nikotin prisoten. Dobro, fino, hvala lepa. No, dajmo postaviti zdaj to četrto, oziroma slišati odgovor na četrto vprašanje pravzaprav od naših spletnih udeležencev, če imamo ta odgovor. Gre pa seveda za te kozmetične izdelke. Imamo kakšen odgovor, mogoče? En odgovor je in sicer pravi, da odvisno kaj vsebuje, če vsebuje delce plastike, je problematična zaradi zgoraj navedenih negativnih vplivov, če je naravnega izvora, pa ni problematična. Dobro, in mi imamo v glavnem take, vi gledate, kaj vsebuje, lahko
daste kakšen komentar? Ne še. Ne še. A kdo lahko kaj več reče na to temo? Zakaj je bi rekla, neko sredstvo za umivanje problem? Kdo ve? Ki ni ravno strokovnjak. Problem pri teh sredstvih je predvsem delci mikroplastike, ki so prisotni tudi v teh izdelkih, ki potujejo direktno v morje, kjer se potem nabirajo. Odlično. No, vsaj to zadnje, recimo, je bilo zame kar novost, moram reči. No, zdaj smo s tem ogrevanjem, da tako rečemo, oziroma sprostitvijo pravzaprav zaključili in nadaljujemo sicer še z eno, bi rekla, za vas lažjo nalogo oziroma lažjim delom. Ogledali si bomo namreč film, ki ima namen ozaveščati o problemih, ki jih v morskem okolju, ekosistemih ustvarjajo morski odpadki. No, film je, kot rečeno, nastal v okviru projekta Marlisko. Je na voljo, se pravi, film lahko uporabljajo šole, ne vem, nevladne organizacije, kdorkoli pravzaprav že. Prosim, kar za začetek tega filma. Traja pa nekaj minut, ne, mislim, da je 7, kaj takega. Ja, luč.
je Tilen Genov Morigenos in pa gospod Zorko Sotlar iz Agencije RS za okolje in pa seveda dr. Mitja Brica iz Ministrstva za okolje in prostor. Kaj boš ti Mitja naprej? Jaz sem spustila, da boste bolj na sredi. Kar Naše paneliste smo povabili z namenom, da bi iz različnih zornih kotov še bolj osvetlili problematiko morskih odpadkov. Zastavili smo jim 3 vprašanja, ki so pravzaprav enaka, seveda bi pa želeli, da bi vsak iz svojega stališča poudaril pravzaprav tisto, kar se mu zdi najbolj pomembno. Ta vprašanja so naslednja. Najprej, kako pereč problem po vašem mnenju predstavljajo morski odpadki in ali lahko navedete nekaj podatkov, številk, ki to še bolj ponazarjajo. Začeli bi z gospo Andrejo Palatinus iz Inštituta za vode Republike Slovenije, da nam osvetli ta del in pove nekaj več o tem, skratka, nekaj številk, nekaj podatkov, ki so najbolj ilustrirajo to področje. No, na začetku vse paneliste prosim, da so ti prispevki dolgi največ 5 minut. Prosim lepo. Lepo pozdravljeni. Bom kar začela, dokler se tole ogreva oziroma odpira. Upam, da bo šlo. Prvo vprašanje, kako pereč problem po mojem mnenju so morski odpadki. Bom rekla, da zelo velik, katerega se ne zavedamo oziroma se ga začenjamo zavedati zdaj v zadnjem času. In ravno moja prezentacija je namenjena predstavitvi podatkov in številk v Sloveniji in pa v svetu, ki ponazarjajo, kakšen problem to sploh je, kako velik. Tako. Prihajam z Inštituta za vode Republike Slovenije. Začela sem kot nevladnik s čistilnimi akcijami na obali, zdaj pa delam na inštitutu, kjer delamo redne monitoringe, spremljamo odpadke na obali, spremljamo tudi mikroplastiko v morju, odpadke na morskem dnu, plavajoče in v okviru projekta The Fishger poleg tega pričenjamo tudi z analizo odpadkov v bioti. Inštitut pripravlja tudi smernice oziroma strokovne podlage za izvajanje morske direktive, v okviru katere so morski odpadki kot taki prvič v Evropski uniji zajeti tudi v zakonodaji. Tako da v bistvu je naš vidik predvsem tudi izvajanje tega, bom rekel, uradnega vidika in tudi danes smo tukaj predstavniki Inštituta za vode, predvsem z namenom, da poskušamo od vas pridobiti čim več koristnih in pa uporabnih informacij na svetu, ker ravno danes oziroma v tem obdobju smo v procesu pripravljanja programa ukrepov za izboljšanje stanja okolja v Sloveniji na področju morskih odpadkov in letošnjem letu 2015 moramo Evropski komisiji predati naš nabor ukrepov, katere bomo v letih do 2020 izvajali. In zato bo v vsakem omizju tudi en predstavnik našega inštituta zraven, to so moji kolegi in bojo predvsem tam z namenom, da vas čim bolj poslušajo in poskušajo razumeti vaša stališča in ideje, da jih bomo lahko kasneje tudi ukomponirali v ta program. Bom kar pričela s prezentacijo. Takole, no, ta prva, kaj sploh morski odpadki so, vse verjetno to že vsi veste, ampak vseeno za tistega, ki morda še ne ve. To so v glavnem vsi tisti trdni odpadki, to niso kemikalije ali pa drugačne tekoče snovi ali substance ali kar plini ali podobno, to so trdni odpadki, ki na kakršenkoli način pridejo v morsko okolje. Ali to pridejo z kopnega kot posledica slabega ravnanja z odpadki na kopnem ali pa kot odlaganje ali izguba odpadkov na morju, se pravi z ladij, s ploščadi in podobnih aktivnosti.
Tako da odpadki so rangirani v vseh možnih velikostnih razredih. Videli ste že pri predstavitvi projekta, da so to lahko veliki odpadki, ki rangirajo lahko tudi cel kontejner, ki pade dol z ladje, in potem plava po morju, tudi to je morski odpadek, pa vse do tistih najmanjših, ki jih danes zaznavamo, tam nekaj mikrometrov veliki koščki plastike ali kakršnega drugega materijala. Slavko me je prosil, da ne vam predstavim na hitro en globalni overview, to se pravi pregled tega, kako v svetu trenutno situacija je z morskimi odpadki, in sem to priložnost uporabila en nedavno objavljeni članek, v katerem so sodelovali raziskovalci z vsega sveta, kjer ocenjujejo količine plavajočih odpadkov in mikroplastike po vsem svetu. In morda samo na hitro osvetlim, da v njihovih raziskavah so pač prišli do zaključka, da v tem trenutku, se to so sicer zelo pač wild guess, ampak nekje 5000 milijard delov oziroma kosov odpadkov, da trenutno plava v svetovnih morjih, kar prinese okrog malo manj kot 300 000 ton odpadkov, oziroma v večini so to plastični delci. In v večini teh njihovih vzorčenj, ki so jih izvajali s potegi mreže po morski površini in tudi z opazovanjem večjih delcev, so prišli do ugotovitve, da je tam nekje od 1000 do 100 000 takšnih delcev na kvadratni kilometer v Mediteranu, kjer smo mi, so pa ugotavljali najvišje količine, tam tudi do 900 000 delcev na kvadratni kilometer. In v skoraj vseh vzorcih, ki so jih potegnili, tudi v tistih najbolj oddaljenih morjih so najdali plastiko, oziroma 92% vseh vzorcev je plastiko vsebovalo. Potegnili so recimo, da vam sam povem, malo manj kot 700 potegov z manta mrežo in ob tem so opazovali tudi plavajoče odpadke s plovila, to se pravi tiste, ki so jih lahko videli. In med temi, katere so lahko opazili, so bili največkrat prisotni stiropor oziroma ekspandiran polistiren, po količini števila, po teži nekje pa odpadna ribiška oprema. Ugotavljajo tudi, da je severna hemisfera, to se pravi severna morja, da so bolj onesnažena kot južna, Sredozemlje, kot sem pa rekla, pa nekako izstopa po svojih količinah. In če se zdaj osredotočimo na našo obalo, v Sloveniji smo prišli do nekaterih ugotovitev, odkar smo pričeli z analizo odpadkov na obali, leta 2007, da je večinoma takole, odpadki se stojijo predvsem iz plastičnih materialov, na različnih lokacijah različno. Lokacija Debeli rtič je malo izjemna zaradi svoje steklenih delčkov, Mesečev zaliv in pa Piran, kjer smo opravljali te raziskave, pa izražata izrazit znak, da je tam največ plastičnih odpadkov. Zdaj, če primerjamo količine po letih, lahko opazimo, da naprimer takrat, ko smo mi začeli z analizo leta 2007, smo v povprečnem vzorcu nabrali več kot 70 kosov odpadkov. Kasneje, leta 2010, 2011, 2012, 2013 so pa številke malo manjše in v tem obdobju med 2007 in 2010 moram reči, da se je aktivno začel s tem ukvarjati tudi ARSO, z rednim čiščenjem obale, in mislim, da je imel to tudi velik prispevek k temu, da je število odpadkov tako močno padlo, ker do takrat, ko smo mi začeli sodelovati, se je to bolj z večjimi odpadki, čistilo, po tistem obdobju so pa začeli veliko bolj natančno čistiti in verjetno so stara bremena, ki so se nalagala desetletja tam v tem obdobju tudi pobrali. Večinoma so to številno plastike, tole so potem stekleni delčki, kovine, blago, papir, steklo in pa ostalo. Če vam predstavim tistih najbolj 10 pogostih odpadkov na slovenski obali, je tako ribiške vrvice, ki so tanjše od 1 centimetra, so na 10. mestu in predstavljajo 2% vseh odpadkov po številu. Takoj za njimi so pa mrežice za gojenje školjk, to so takele v bistvu bele, črne, rumene, zelene, se verjetno ste jih imeli na svojih mizah, ki pridejo iz te dejavnosti in teh je tudi 2% po vsem številu, najdemo jih povsod. Na 8. mestu so pokrovčki za plastenke, te so 3%. Moram reči, da te podatki izvirajo iz obdobja 2007 do 2013, tako da v bistvu v tem obdobju od 2010 do 2013 smo redno mesečno zbirali podatke o številu odpadkov na obali, tako da ti podatki so nekje
slonijo na nekem dost velikem nizu podatkov. Na 7. mestu so potem vatirane palčke, nekateri ste jih opazili tudi na vaših mizah, izgledajo približno takole, teh je 4%, ravno tako jih najdemo povsod. 6. mesto so nedefinirani plastični koščki, to je del, za katerega lahko rečeš, da je iz plastike, ne moreš pa trditi, iz kje izvira. Potem takoj za njimi embalaže za hrano različnih vrst in oblik, seveda iz plastičnih materialov. Na 4. so potem vrečke in koščki vrečk, na 3. raznorazni koščki stiroporja, ki lahko izvirajo tako iz ribiške dejavnosti, kot iz industrije, kjer se pakira, kot embalaža za hrano, kjer imamo pakiran meso v takih stiropornih škatlicah. Na 2. mestu so koščki stekla in keramike v velikosti nekaj centimetrov do recimo 20 centimetrov. Na 1. mestu so pa cigaretni ogorki. Teh je pa kar 20% vseh odpadkov. To je značilno za vse obale na vsem svetu, tako da nismo tukaj nič drugačni, mogoče Sredozemlje samo malo bolj izstopa, ker je to bolj turistično območje in je seveda kajenje mnogo bolj pogosto, ampak je pa po vsem svetu cigaretni ogorek numero 1. Čisto na kratko nekaj rezultatov zadnjih o analizi mikroplastike. Tole lokacijsko prikazuje, kje smo vzorčili mikroplastiko v zadnjem obdobju s takšno epineustonsko mrežo velikosti 300 mikrometrov. Naši rezultati kažejo na povprečno število delčkov na kvadratni kilometer malo pod 500 tisoč. Če se spomnite, omenila sem, da je v Sredozemlju so prišli raziskovalci v prejšnjem članku tudi do številke 900. No, moram reči, da naši najbolj umazani vzorci so imeli tudi po več kot 3 milijone delčkov na kvadratni kilometer. V primerjavi z ostalimi morji, vidimo, da so zelo, zelo onesnaženi. V glavnem je to polietilen, bom zaključila, vem. In pa to smo naredili na Kemijskem inštitutu analizo z near infrared spektroskopijo. Zanimivost pa še to, ker imate pred seboj tele kozmetične izdelke, mi smo pogledali 2 kozmetična izdelka in preverili, kaj je v njih, tistih, ki imajo polietilen, to so takili koščki polietilena in zanimivo je to, da smo podobne koščke našli tudi v realnih vzorcih iz okolja. Tako da sicer njihov izvor težko definiramo, ampak dejansko smo jih našli tudi v vzorcih. Kako zdaj naprej? Inštitut je naredil program spremljanja stanja. Zadali smo si cilj v okviru morske direktive, da želimo stanje izboljšati, to se pravi, želimo dobiti negativen trend in to bomo spremljali izrednim dvodmesečnim monitoringom, tako kot smo to delali do zdaj, v sodelovanju tudi z The Fish Gear projektom, kjer bomo to počeli letos in pa do konca projekta. Naprej bomo pa pač to počeli sami in pa seveda, za kar smo danes tudi tukaj, letos pripravljamo program ukrepov. Na podlagi te analize stanja, ki jo danes imamo, bomo poskušali ugotoviti izvor in pa tiste aktivnosti za tiste ljudi, ki največ pripomorejo k izboljšanju. In tukaj seveda računamo tudi na vašo pomoč. Pa rečemo, da je to začetek sodelovanja. Hvala lepa za to res zanimivo predstavitev, zgoščeno, žal mi je seveda, ampak moram poskušati obdržati tudi te časovne omejitve, ki jih imamo, ampak vseeno, z eno besedo, če bi morali izbrati ukrep, kaj mislite, da bi bil najpotrebnejši ukrep? Z eno besedo, čistko, kar vam pade na pamet, ta trenutek. Ja, jaz bom tako rekla, zato smo tudi The Fish Gear štartali. Mislim, treba je, po mojem mnenju je najbolj uspešen tisti ukrep, ki je tudi trenutno najlažje izvedljiv. In jaz vidim sodelovanje z ribiškim sektorjem trenutno kot najbolj učinkovito, najbolj trenutno možno. Imamo tudi zelo dobre primere praks iz Severnega Atlantika in zato smo tudi začeli s projektom The Fish Gear, kajti v tem projektu delamo to, da zbiramo odpadno ribiško opremo, z ribiči pa sodelujemo tudi pri zbiranju odpadkov iz morja. Dobro, se pravi ukrep, ki je vezan na ribištvo. Hvala lepa. Dr. Valentina Turk, Morska biološka postaja je organizacija, ki zanesljivo dobro ve, kakšen vpliv imajo morski odpadki na ekosisteme. Povejte mi, prosim, seveda si predstavljam, da je tudi na vašem področju to velik in pereč problem, ampak kaj mislite, tudi če gremo proti ukrepom pravzaprav, kaj mislite, da je lahko vloga tukaj znanosti?
In kateri so tisti poudarki glede problematike, te perečnosti te problematike? No, hvala za povabilo. Vsekakor moram reči, da mogoče raziskovalci tudi malo zamujamo z vsemi mogočimi pravilnimi odločitvami in priporočili oziroma na področju raziskav vpliva teh delcev na življenje, na bioto je v bistvu relativno malo. To pa predvsem zaradi tega, ker se ta problem nekako ni izpostavil. Jasno je, da vse, kar se v naravi proizvede in nekako odmre in izgubi svoj časovno življenje, nekje potem mikroorganizmi, predvsem bakterije, to potem nekje razgradijo in do osnovnih delcev in ti so potem predstavljajo poseben vir, ponovno vir za življenje. V primeru plastike se je zgodilo ravno obratno, ker človek je pač želel proizvesti snov, ki se ne bo razgradila, ki bo dolgotrajna in strukture molekul teh spojin so tako komplicirane, da enostavno mikroorganizmi z svojimi encimi tega ne morejo razgraditi. V filmu smo zelo dobro videli praktično že vse te ključne vprašanja, ključne točke navezane tudi nekje na raziskave morja. Namreč velike kose plastike mi lahko nekje poberemo in jih odložimo, nekako pometemo pod preprogo in tam ostanejo in jih ne vidimo in smo mi s tem zadovoljni. Problem nastaja takrat, kadar se ti delci začnejo razgrajevati v manjše kose in se ti manjši kosi, kot o kateri smo mi danes govorili, mikroplastika, nekje začne kopičiti na določenih mestih in predstavlja tako velik delež, da konkurira bioti. To je primer v morjih, ker se ti delci potem nekje kopičijo, predvsem v zgornjih, pelagialnem delu bi rekli, in predstavljajo določeno konkurenco oziroma jih je tako veliko, da na nekaterih, po nekaterih podatkih celo več, kot je planktona v morju in plankton predstavlja vir hrane drugim višjim organizmom, eukarionskim organizmom in ti nekje se potem, dokazano je, da se kopičijo. Velika plastika se lahko kopiči v prebavilih in je tudi več kot 250 živali, vretenčarjev opisanih v literaturi. Manj je podatkov o tem, da se lahko kopičijo tudi v majhnih planktonskih organizmih in to predvsem v živalskem planktonu. To so majhni rakci, majhni migetalkarji, bičkarji, ki zelo enostavno samo invaginirajo te svoje delce in ti delci ostajajo v njihovem organizmu. Če ti organizmi potem predstavljajo hrano naslednjemu členu v prehrambeni verigi, tako prehajajo ti delci naprej po prehrambeni verigi in v zadnjih nekaj letih imamo nekaj podatkov o tem vplivu teh snovi potem v prebavilu višjih organizmov. Dejstvo je, da ti delci lahko razpadajo do take količine, da lahko potem preidejo tudi epitel in na ta način prehajajo v obtok. Kakšne so posledice potem tega v organizmih, višjih organizmih pa praktično še ne vemo dosti. Dejstvo je tudi to, kar mogoče ni bilo tukaj izpostavljeno, da so vsi ti delci tudi zelo velik vir različnih kemičnih spojin, tako imenovanih popih, kot jih imenujemo, oziroma rezistentne organske polutanti, kot so, največkrat se navezujemo na pesticide. Tudi v morju, če so koncentracije določenih onesnažil višje, se lahko oprijemajo na te delce in s tem povečujejo tudi nevarnost prenosa teh nevarnih spojin v okolje, kot tudi v prehrambeno verigo. Tako da mi smo v preteklih letih tudi imeli en projekt, ki se imenuje Marine Clean. Mislim, ravno kar ga zaključujemo. Namreč, kaj so alternative? Vsekakor zbiranje, osveščanje
je zelo pomembno. Samo mislim, da tukaj kamorkoli greste, vsako trgovino, kamorkoli vedno več teh izdelkov je v plastičnih embalažah. Nanodelci so izredno nevarna komponenta, ki se pojavlja v okolju in mi tukaj nimamo niti dobrih metod, da bi lahko zaznali, kakšne so te koncentracije. Poznamo študije, da tudi iz pralnih strojev, koliko fibril tkanin prihaja v okolje in komunalne odpadne vode so sigurno zelo velik vir. Tako da tukaj vsekakor potrebujemo boljše metode za detekcijo teh spojin. In druga alternativa, kot sem jo že omenila, je mogoče izdelava različnih naravnih plastičnih materialov oziroma iz naravnih materialov spojine in tako imenovano bioplastiko, kot jo imenujemo. Mi smo v 3 letih, kar smo pač izvajali ta projekt, testirali tudi razgradnjo te spojine, ki smo jo pač dobili tega proizvajalca bioplastike in ugotovili, da se v primerjavi z klasično plastiko izredno hitreje razgrajuje. Ima pa tudi lahko druge posledice potem, ker dejansko vse te spojine potem so nekje dodaten vir ogljika v samo okolje, dodaten vsak organski material, če pravilno razpade, je končni produkt CO2, je ogljikov dioksid in tudi na ta način prispevamo. Je pa dejstvo, da tudi proizvodnja bioplastike izredno narašča, moramo pa vedeti, da so materiali zelo različni in nekatere te tudi tako imenovane biorazgradljive plastike so rezistentne na okolje. Gremo kar naprej in sicer gospodu Tilinu Genovu. Vi prihajate po eni strani iz nevladne organizacije Morigenos, pa tudi ste kot predstavnik Univerze na Primorskem. Jaz vas vprašam pravzaprav, kakšna so vaša opažanja, pa če imate kaj dodati k temu, kar je bilo do zdaj slišano na temo vplivov, predvsem pa mogoče neke usmeritve, tako kot smo jih zdaj slišali od obeh predhodnih panelistk, usmeritve za rešitve, usmeritve za ukrepe. Prosim. Torej, kar se vplivov tiče, je pravzaprav že bilo veliko povedanega. Ravno tako je film dobro predstavil večino vplivov na morske živali. Lahko povem, da v Jadranskem morju recimo že bila opravljena analiza vsebine želodcev morskih želv, ki je pokazala, da ima zelo velik odstotek morskih želv pravzaprav delčke plastike in nenaravnih materialov v sebi, kar seveda, kot je že bilo omenjeno, vodi lahko v prezgodnjo smrt, v probleme z zdravjem in tako naprej. Prisotnost plastike v prebavilih lahko onemogoči normalno prebavo, lahko povzroči notranje poškodbe, lahko pravzaprav živali izgubljajo na energetski bilanci, ker se trudijo loviti plen, ki pravzaprav ni primeren plen. No, po drugi strani pa prihaja tudi lahko do fizičnih poškodb, do zunanjih poškodb, kot je bilo recimo v filmu prikazano na tjulnjih. Pri teh primerih je pa problem ta, da je težko dobiti v neke zanesljive statistike. Namreč vsi takšni primeri so ponavadi kar dramatični, nas kar malce stisne, ko to vidimo. Problem pa je, da so to oportunistična opažanja, ki jih je razmeroma težko posplošiti na celotno populacijo in kljub temu, da vemo, da je problem velik, je težko zagotovo oceniti, kolikšen natančen vpliv ima to vrstni problem na celotno populacijo. Spravi vemo, kaj se zgodi posameznim živalim, težko pa ocenimo, kaj to dejansko pomeni za neko viabilnost populacije v naravi. Kar se ukrepov tiče, osebno menim, da je prvi in primarni ukrep ta, da zmanjšamo vnos teh zadev v morje in da začnemo nekako sami pri sebi, pri vsakdanjem življenju, da zmanjšamo nakup izdelkov, ki vsebujejo plastiko,
Naprimer, sam sem kar alergičen na bombonjere, ker na velikost embalaže zelo malo čokolade not, ne. Do plastičnih vrečk, raznih peeling gelov, ki smo jih danes že omenjali. Kot potrošniki lahko marsikaj naredimo na tem področju in najlažje je pač seveda reči, ja, oni so krivi, ne, ampak pravzaprav smo vsi del problema in vsak lahko pri sebi začne na tem delati, ne. So pa tukaj seveda še druge rešitve, ki so jih že moji kolegi že omenili. Hvala lepa. Gospa Zorka Sotlar, prihajate iz agencije RS za okolje. Kako vi naslavljate to problematiko in kje vi vidite mogoče glavne usmeritve za naprej? Te problematike se pravzaprav na agenciji za okolje že dolgo zavedamo. Mogoče bi vseeno omenila, da so pravzaprav prve aktivnosti v smislu zmanjševanja vnosov odpadkov v morje oziroma ladijskih odpadkov v morje segajo že v leto 1975 oziroma v čas, ko je naša država oziroma nekdanja država pravzaprav pristopila k Barcelonski konvenciji in Marpol konvenciji. Takrat pravzaprav so bile tudi prve aktivnosti v smeri varovanja morja sploh začete skupaj z morsko-biološko postajo in lokalnimi skupnosti in šele tam nekje leta 1977 je prišlo do ustanovitve takrat osnovne službe za varstvo morja, ki je bila v podjetju posebnega družbenega pomena in se je tudi takrat opremila že za prevzemanje bivalnih odpadkov z ladij, namreč do takrat so ladje pravzaprav odpadke odmetavale v morje. In moram reči, da kar se tiče vnosa odpadkov z rekla ladij, je dejansko zelo omejeno, kajti gre za sistem, ki je na mednarodni ravni rekla dograjen in vsaka ladja seveda mora v pristanišču tovrstne odpadke oddati. Po mojih informacijah sedaj tudi ladje že oddajajo celo ločeno zbrane odpadke prevzemnikov. Pač glede na to, da je v teh letih prišlo do določenih sprememb, tudi v času osamosvojitve, je drugačna organizacijska oblika tovrstne službe kot gospodarska javna služba, ki se izvaja kot koncesija in seveda so tiste aktivnosti nekako prišle v Luko Koper, ki po mojih informacijah oziroma kakor mi sledimo zadeve, to zelo vzorno opravlja. Mogoče še to, kot je prej že bilo omenjeno, kako in kaj je pa pravzaprav z obalno linijo oziroma z ostalimi odpadki, ki se na morju pojavljajo. Torej, že v preteklosti so bile določene aktivnosti za čiščenje obalne linije, vendar res niso bile tako sistematične. Takrat se je pravzaprav bolj videlo kosovne odpadke in so se res pojavljali, sploh v času, ko še ni bilo take osveščenosti, medtem ko neka mikroplastika pravzaprav še ni bila toliko vidna oziroma prisotna. Vsekakor kakšnih ogorkov in tega pa takrat nišče niti ni pogledal. Za nas je pravzaprav bilo prelomno, mislim, da je to bilo leta v bistvu v času izdelave prve diplomske naloge oziroma predstavitve izraelskih pristopov glede spremljanja stanja odpadkov na obalni liniji. No, takrat smo nekako mi v leto 2008-2009 preko službe, 2006 je že bilo, čas hitro leti. No, v glavnem v okviru naše javne službe za varstvo obalnega morja nekako programsko opredelili to in dejansko se sedaj to upravlja na sistematičen način in so seveda rezultati dela našega koncesionarja pravzaprav tudi vidni skozi podatke, ki so bili podani. In ostajamo pri državi. Naš panelist je tudi dr. Mitja Bricelj iz Ministrstva za okolje in prostor. Kako je s sistemskimi ukrepi? Pa mogoče nekaj o obveznostih iz direktive o morski strategiji, ampak predvsem pač te usmeritve, ne, glede na to, kam bo usmerjeno tudi naše delo v drugem delu tega foruma, ne, ko bomo pravzaprav poskušali priti do nekega nabora ukrepov, tako da usmeritve v tej smeri nam bojo po moje prav prišle. Prosim. Hvala lepa. Najprej čestitke organizatorju za tole možnost in mislim, da je to zelo pomemben ukrep, prvič, da se o tem govori in sodeluje. Skratka, če začnem pri vprašanju, kako
pravni red, slovenski in evropski pravni red pravzaprav regulira in nalaga ukrepe, čisto na kratko, tako slovenski kot evropska direktiva, da zdaj rečem morska direktiva in imamo tudi vodno direktivo, nalagata zmanjševanje pritiskov na vodno in morsko okolje. Eden od teh je zdaj posvečen tudi odpadkom, plastiki in skratka omejevanje teh vnosov je primarno seveda na preventivni strani, da do tega ne pride. To, ko pa smo zaznavamo v morju, pa kot vidimo še raziskujemo, koliko je tega recimo nanoplastika, pa je seveda še stvar standardov, ki so v nastajanju, kje so šele tehnologije, da bi recimo čistilne naprave to dosegale. Pa vendar, gre za to, da je slovenska praksa pravzaprav postavila čistilne naprave in sisteme za preprečevanje vnosa v zadnjem desetletju pospešeno tako ravnanje z odpadki v tekočih vodah, kot recimo trdnimi odpadki na kopnem. Sami veste, koliko so dragi pravzaprav odvoz odpadkov, to je ena izmed kolateralnih, bi rekel, razsežnosti upravljanja z odpadki. Skratka, zmanjševanje in racionalno ravnanje s krogotokom maso snovi, ki jo odvržemo na primeren način, tako na kopnem kot v vodi. To pa so čistilne naprave in iz njih izhajajoče še zmeraj emisije. Skratka, to je uravnavano z evropskimi standardi, za ukrepi, ki sem jih navedel, izgradnjo čistilnih naprav in pa sistema ravnanja z odpadki, ki pa imajo seveda zelo konkretne lokalne razsežnosti. Kje so te deponije, kako je zelo konkretno za njihovimi upravljanjem z njimi in kaj vmes med odpadkom in preden pride odpadek na deponijo, kaj se z njim dogaja, ali pristane v morju, na obali ali ne tam, kjer je mesto, recimo v ločenem sistemu zbiranja in potem reciklaži in vse, kar je vmes. Jaz bi tukaj rad povedal sledeče, stanje se je, bi rekel, pomirjujoče, dobra novica, izboljšalo recimo v zadnjem desetletju, tako kot ugotavlja že grafikon, ali pa vsaj se ne slabša, rečemo, pa vendar so parametri, ki so zdaj kot mikroplastika opaženi kot nov problem, ki pa sploh še niso bili naslovljeni z ukrepi. Zdaj pa kako z temi ukrepi ob morju, ki ga delimo seveda še z 6 državami samo v Jadranu, če ne gremo širše v Sredozemlje, pa je seveda usklajeno ukrepanje na, bi rekel, regionalni ravni. Jaz moram povedati, da tukaj je prišlo do velikih in zelo dobrih premikov. Omenjen je bil proces IPA Adriatic, ne nazadnje, zato sedimo danes tukaj. To so projekti, ki jih gledamo, ki so išli iz tega procesa, kjer Slovenija, bi rekel, aktivno nastopa, morda nadpovprečno glede na naše število prebivalstva, GDP in vse druge kazalnike in kjer smo, bi rekel, zelo pohvalno aktivni in upam, da bo ta proces iz teh projektov v praksi tako ali drugače na lokalnem nivoju imel svoj odziv za konkretnimi dejanji, bi rekel, še nadgradnje obstoječih ukrepov. Kjer pa se ne konča v županovi pisarni ali pa pisarni ministra, ampak ima seveda množico, bi rekel, konkretnih, bi rekel, dejanj v tej verigi od tistega, ki odpadek generira, odvrže ali pa z njim ravna ustrezno. Jaz bi tukaj omenil zelo važen proces, ki je nadaljevanje IPA Adriatica, to je, slišali ste za jonsko-jadransko strategijo, ki je 3. evropsko makroregionalna strategija in Slovenija predseduje okoljskemu stebru jonsko-jadranske strategije in 3. marca bo tukaj sestanek vseh koordinatorjev nacionalnih za vsebine in projekte, ki morajo biti čezmejni v obdobju 14-20, to je
finančno perspektivo oziroma ko ta jonsko-jadranska makroregionalna strategija jo naslavlja in Slovenija je tukaj postavila prioritete oziroma so bile potrjene naše kakorkoli usmeritve, kjer so zmanjševanje pritiskov na obalno in morsko okolje z vzpostavljanjem sistema za spremljanje stanja prioriteta. Kaj in katere vsebine bodo nacionalno predlagale druge države in bojo dobile še, bi rekel, čezmejni konsens. Makroregionalen je stvar, bi rekel, naslednjih tednov, mesecev, kjer je potrebno aktivno sodelovati in vas vabim v ta proces in jaz bi že zdaj predlagal mogoče, ne, glede na to prikazano in rezultate, ki so tukaj, pa da tako ali drugače povežemo to z razvojem in turizmom, ne, kjer generira tudi velik del teh odpadkov, zakaj ne bi razmišljali, ne vem, koliko je tle predstavnikov recimo turističnih organizacij, če kdo zdigne roko, eden, no, glede na to, da je obala zelo pomembna turistična, vsaj domnevamo destinacija pa dejavnost, bi si človek jih želel več, ne, ker živi od obale, morja in turizma in bi rekel kakovostnega okolja. Ne? Vsaj predstavljamo si, da bi bilo to neka recimo prepoznavnost Slovenije, kakovostno obalno in morsko okolje Slovenije v Jadranu. In tukaj bi jaz predlagal, zakaj ne bi strmeli k temu, samo mora imeti v zadnji seveda kritično maso, da bi rekli, da je Slovenija destinacija na obali z zero waste, kakorkoli ravnanjem. Ne? To bi povečalo tako ali drugače, bi rekel, ugled ali pa prepoznavnost Slovenije med mediteranskimi državami in bi lahko korenito pripomoglo ne samo k večjemu obisku ali pa obisku, bi rekel, strukture gostov, ki si jih želimo, in pa hkrati pripomoglo zmanjševanju pritiska turizma na lokalno okolje. To so sinergije, ki jih tako ali drugače je mogoče gojiti, jih zato dobiti tudi evropska sredstva, če hočete to slišati, ampak predvsem delati recimo kvalitetne spremembe v lokalnem in meddržavnem okolju. Sam zato mora biti seveda konsens, mora biti, kot veste, politična in lokalna volja in pa seveda dejavnik ozadij, ki od tega živi. In tukaj je turizem, ki živi od obale in morja in ustvarja pritiske. Lahko je pa tudi drugače in more svoj delež k temu tako ali drugače prispevati, vsaj z, bi rekel, jasnimi usmeritvami in potem izvedljivimi ukrepi. No, to kot eden izmed primerov, rad bi pa še povedal, da že omenjeno kakorkoli nautika, turizem je tudi nautika ali pa pomorstvo, ne, pomorstvo je zelo dobro regulirano, glede, kot je Zorka že povedala, in izboljšane stanje v zadnjih 10-15 letih, to bi si želeli tako tudi na področju turizma z zmanjševanjem pritiskov, ki niso samo trdni odpadki, ampak tudi emisije take ali drugačne v zrak, hrup in tako naprej, ki bi lahko kakovostno pripomogel, ne da bi omejevali, ampak kakovostno zboljševali pogoje za bivanje ljudi tukaj in gostov, ki sem prihajajo. Skratka, tukaj vidim veliko priložnost in ne problem. Veliko priložnost, da bi te podatke, ki jih imamo tukaj pred sabo, za uporabniki obale, to so pa lokalne skupnosti in gospodarske dejavnosti, v tem primeru turizem, ribištvo je bil omenjen, ki je že naredil velik korak v to smer, z zbiranjem in pa recimo predelavo, bi pričakovali, da se bodo odgovorni uporabniki teh naravnih virov, ki jih ne nazadnje so javni, pa jih tržijo zasebniki in lahko so te v skladu z javnim interesom ali so pa v nasprotju. In bi te uporabniki in tisti, ki tržijo te naravne vire, seveda lahko imajo izjemno priložnost v naslednjih letih, da na podlagi teh podatkov z tehnologijami in tudi preprostimi ravnanji, ki so na voljo, korenito spremenijo obstoječe trende. Hvala.
Fino, hvala lepa, gospod Bricelj. Vi ste pravzaprav vrgli žogco, da rečem, ne, v druge sektorje, na lokalno raven in to. No, jaz bi rada, preden dam vam besedo in odprem razpravo, bi rada omenila, da ko smo, oziroma ko sta v glavnem organizatorja razmišljala o tem, koga povabiti v panel, smo seveda imeli nabor, oziroma smo razmišljali tudi o ribičih, tudi o trgovcih, tudi o tistih, ki proizvajajo ali pa so blizu proizvodne plastike in tako naprej, absolutno tudi turizmu. No, tako da jaz vljudno vabim predstavnike teh področji, če se zdaj lahko vključijo v razpravo. Rekla bi pa tako, mislim, da imamo 20 minut približno časa, če so mogoče kakšno vprašanje za naše paneliste, če želite, da se kaj še bolj pojasni, mogoče da še kakšen podatek, prej smo šli malo na hitro skozi podatke, ampak tako pač je, če hočemo veliko vsebin spraviti pod streho v enem dogodku. Torej, odpiram razpravo, če imate mogoče kakšno vprašanje, če imate kakšen komentar, če bi radi kaj dopolnili, če bi radi odprli en nov pogled, ste vljudno vabljeni. Ja, prosim. Pa še to bi prosila, če se lahko predstavite, samo od kje prihajate, pa seveda vaše mnenje. Ja, bom ker je bil ribiški sektor izzvan, da tako rečem, bom kar začela. Sem Snežana Levstik, svetovalka Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nove Gorice, specialistka za ribištvo. Ko smo gledali te uvodne predstavitve, bom rekla, sem takoj dobila idejo, da mogoče kot predlog, da ta videoček mali, mogoče dopolnjen z podatki o količini odpadkov in sestavi odpadkov, vendar res bom rekla, te stvari morajo biti zelo kratke in zelo jasne, bi bilo zelo dobro, da v bistvu vsem tako imenovanim deležnikom, da pridejo te informacije tudi vizualne do njih, da rečem kar takoj do ribičev. Po drugi strani mi je bilo všeč, da, bom rekla, naš sektor je šele 10., kljub temu, da se zelo rado, zelo na hitro reče, ribiči so tisti. In moja česta izkušnja, bom rekla, že iz mojega izvornega dela v ribogojstvu je žal ta, da dostikrat obsodimo za največje hudobije najšibkejši člen. Tako da tukaj mi tudi delo z ribiči je seveda koristno na zmanjševanju odpadkov, vendar ključno delo mora biti narejeno druge, ali pa poudarki. Toliko v bistvu za enkrat, se vam bom pa pridružila potem, ko se mi bo še dopolnil nabor predlogov, kako bi lahko ukrepali. Odlično. Ja, to pomeni, da boste sodelovala potem tudi v drugem delu, zelo dobrodošla. No, jaz vabim seveda tudi naše spletne udeležence. Katarina Klun mi bo dala znak, če bomo imeli kakšen komentar, vprašanje. Gremo naprej. Turizem je bil prej pravzaprav na nek način že izzvan. Gospa, vas lahko prosim za kakšen komentar? Prosim. Torej, Patricija Gržinič, Turistično združenje Portorož. Mi težimo k temu, da torej nekako živimo v sožitju z naravo oziroma s temi našimi naravnimi danostmi in osnova za našo promocijo seveda morje. Zdaj, težko bi jaz na to temo kaj rekla, da v kakšni meri mi kot združenje si prizadevamo torej vključevati v slovensko promocijo, ki je tudi ena izmed glavnih aktivnosti, seveda je to narava in poudarjanje Slovenije kot točke z neko pomembno naravno danostjo. Drugače pa glede samih odpadkov se tu težko vključujemo kot združenje, to je predvsem naloga naših, ki jih tudi spodbujamo, seveda naših lokalnih hotelskih hiš in ostalega turističnega gospodarstva.
Hvala lepa za vaš prispevek. A imamo kakšnega trgovca oziroma predstavnika trgovine? Ne. Imamo pa spletno mnenje, prosim. Tako, gospod Matija Dvoršek sprašuje, ali je možno iz odpadkov določiti izvor iz morja, obale, notranjosti kontinenta? Se je kdo od panelistov mogoče čutil naslovljenega? A ste razumeli, če ne lahko ponovimo vprašanje? Lahko, torej ali je možno iz odpadkov določiti izvor iz morja, obale, notranjosti kontinenta? Če lahko tukaj samo jaz, zelo preprosto, odvisno od primera. Omenjali smo Jadran in dogodki, ki so v južnem Jadranu zelo žal žal pogosti, bom tako rekel, so, ko je izvor odpadkov zelo jasno, samo na destinaciji, kot je Dubrovnik, so prišli pač z Albanije. Gre za to, da gre reka odpadkov, potuje pač to, ki je tak ob vzhodni obali navzgor. Recimo o tovrstnih plavajočih odpadkih je lahko ugotoviti destinacijo, recimo na tem primeru. Pač neurejeno ravnanje z odpadki popolnoma v sosednji državi lahko grozi zelo pomembno destinacijo in aktivnost v sosednji. Pa gremo naprej v naše kakorkoli okolje, ko odnese ali pa ko po večjem deževju se sprehodite po obali, lahko zaznate z minimalnim občutkom, bi rekel, za stvari, kaj je priteklo, bi rekel, po naših rečicah na obalo in kaj je na nek način naplavilo morje iz širšega zaledja, bi rekel, Tržaškega zaliva. Toliko, mogoče samo za občutek. Če prav razumem, imate vi še en dodatek k temu? Ja, prosim. Ja, Mitja je odprl zelo pomembno temo prehajanja odpadkov preko meja, ker zelo rado se zgodi prav v tem Jadranu, da se zelo hitro obrnemo na sosede, pa rečemo, ja, to je pa prišlo od njih, predvsem to se dostikrat na Hrvaškem sliši, da oni pa tudi drugje, se sklada. Hotela sem samo to reči, da čisto odvisno od tipa odpadkov, pri nekaterih odpadkih lahko zelo hitro ugotoviš sektor, ne moreš pa ugotoviti, kjera oseba je točno zdaj to bila. Kar smo pa videli zdaj po takih zadnjih letih, pa tudi drugje po svetu, da so odpadki večinoma lokalnega izvora, tisto, kar se dobi na obali. Tako da jaz ne bi šla kar takoj govoriti o tem, da je res vse prišlo od drugje, ker tudi mi, ko delamo analize tistih embalaž, recimo na katerih vidimo tuje zapise ali pa ne vem, videli smo eno fotografijo s turškimi črkami gor, to se ne najde pogosto, to je dost, bom rekla, redek pojav, se pa seveda tudi dobi. Tako da konkretno, kdo oseba je kriva, je težko, sektor se lažje najde, obstajajo tudi celo neke matrike, recimo cigaretni ogorek kot taka, lahko izvira iz 5 različnih destinacij, pa se potem procentualno določi, kdo bi lahko bil. Tako da izvor najdati je težko, to je res težka naloga, moraš biti že kar malo forenzik pa detektiv. Zato je bilo prej vprašanje, da si vzamete en odpadek in recimo tudi te črtne kode na izdelkih, ki so gor, lahko pripomorejo k iskanju izvorne države ali pa ne vem, kje so to prodali, kje so to izdelali. Tako da obstajajo tudi mobilne aplikacije s tem, ki lahko ti kot na svojem mobilnem telefonu skeniraš kodo, pa dobiš tako informacijo, to so eni Nizozemci naredili. Ampak lokalni izvor je predvsem zelo pomemben, seveda pa tudi prekomejno, in vpliv rek, kot je Mitja rekel. Ja, hvala lepa. Milica Maslo, javno podjetje Okolje. Mi izvajamo skupaj z lokalno skupnostjo, se pravi s financiranjem občine Piran in države, javna dela in sicer čistimo tudi obalo. Vsako leto začnemo, mislim, da že maja, Sandra, maja že začnejo fantje čistiti in čistijo še septembra. Zelo veliko odpadkov se tam nabere in so lokalnega izvora, torej tisto, kar pustijo obiskovalci tako imenovanih divjih plaž. V lanskem in predlanskem letu je tako na izolski strani, kot tudi na naši strani obale, v sodelovanju s Krajinskim parkom Strunjan so postavljene table, da odnesejo svoje smeti s seboj domov.
Zaenkrat nismo še opazili nekih velikih sprememb, ampak majhne spremembe so že. Tako kot sem videla prej raziskavo gospe Andreje Palatinus, s katero smo tudi sodelovali nekaj, mislim, 3 leta nazaj pri akciji, tudi mi opažamo, da se zmanjšuje količina odpadkov, se pravi zavest v zvezi s tem, da te odpadke odnesejo s seboj ali jih preprosto ne puščajo v naravi, se je zvišala, vendar še vedno ne dovolj. Zato v našem javnem podjetju izvajamo tudi izobraževalne delavnice za otroke v vrtcih, šolah, tudi javne prireditve s kolegico Sandro in tudi kolegico, ki dela na področju čiščenja odpadnih voda. Skupaj izvajajo delavnice in opozarjajo na odpadke tudi v odpadnih vodah, ki končajo v morju in seveda tudi na te probleme, recimo v zvezi prav z ušesnimi palčkami, še prav posebej opozarjajo, to se spomnim, da Daniela vedno pove. Torej, jaz osebno mislim, da lokalna skupnost tisto, kar lahko naredi v sodelovanju tudi recimo z nami, kot smo javno podjetje Okolje, naredi že veliko. V javnosti bi bilo treba veliko več govoriti recimo o preprečevanju nastajanja odpadkov že pri nakupovanju izdelkov. Jaz mislim, da zelo malo ljudi ve, jaz nisem vedela, ker je tako drobno napisano, da ne vidim niti z očali prebrati na teh peelingih, pa tudi, ker jaz tega ne kupujem, jaz nisem vedela, da so notri delci plastike. Meni je to grozno, po pravici povedano. Jaz to ne uporabljam niti, ampak se mi zdi res po nepotrebnem, se da to na marsikakšen drugačen način narediti. Da ne bom predolga, jaz mislim, da je eden izmed najpomembnejših ukrepov vzgajanje otrok že od majhnega. To razmišljanje od zero waste pristopu mora biti na nacionalni ravni. Mi na lokalni ravni že delamo na tem in se tudi obnašamo, tako da bomo do tega prišli. Tako da jaz mislim, da je preventiva vseh nas, ki delamo v vseh sektorjih, zelo pomembna. Bom pa ugotovila, da je osveščenost našega turizma absolutno premajhna in da mi kot zbiralci odpadkov imamo neverjetne probleme s pojasnjevanjem, zakaj je to tako drago, in kako preprečiti, da bi bilo tako drago ravnanje z odpadki. Toliko. Hvala. Hvala lepa tudi za vaš prispevek. Jaz moram reči, da sem bila tudi presenečena danes nad tem, da vsebujejo lahko ta kozmetična oziroma kozmetična sredstva, to mikroplastiko. Izvolite, prosim. Hvala lepa. Dober dan, sem Neda Kranjec. Jaz prihajam, sem biologinja oziroma naravovarstvenica oziroma učiteljica biologije in spadam, torej predstavljam sektor vzgoje in izobraževanja, ki po mojem bi moral biti vključen v reševanje te problematike veliko bolj kot je. Danes smo se soočili oziroma se soočamo z problemom odpadkov in zavedamo se vsi, da je izvor tega problema pri proizvodnji oziroma potrošnji. Zdaj tu na obali morda smo ugotovili, da se pač srečujemo z tudi izvor teh odpadkov naj bi bil lokalen, verjetno pa mikroplastika izvira od še drugje. Ta projekt sem bila zadovoljna, sem slišala in ste tudi z zadovoljstvom povedali, da se je vključilo kar 8 šol. V Sloveniji imamo 400 osnovnih šol in verjetno polovico ali morda malo manj srednjih šol iz splošnega izobraževanja in mislim, da ni dovolj šole povabiti, ampak je potrebno najti način, da se stopi do njih, ker vzgoja, torej glejte, tu smo tisti in na takih forumih, na takih srečanjih tisti, ki smo že tako naklonjeni varstvu narave, varstvu okolja, stopiti je treba do tistih, pri katerih je treba to še spodbuditi. In mislim, da je na tem področju bi lahko našli načine, da bi stopili tudi do tistih, ki ne pokažejo kar tako interesa, torej do šol.
Hvala. Fino, hvala lepa tudi za vaš prispevek. A imamo mogoče, ja, še naši spletni udeleženci, prosim lepo. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kemijske industrije, poleg farmacevtske in kemijske industrije zajema tudi proizvodnjo izdelkov iz plastike in gume. V okviru naše sekcije za plastiko in gumo se skupaj z našimi podjetji že več let zavzemamo za uveljavitev iniciative Evropskega združenja Plastics Europe, nič plastike za odlagališča tudi v Sloveniji. Prav tako smo zagovornik krožnega gospodarstva, ki je na evropski ravni sedaj ena od prioritet, saj je recikliranje vseh vrst odsluženih izdelkov in vračanje surovin nazaj v proizvodnjo koristno in nujno iz več ozirov, okoljskega, gospodarskega in tako dalje. Tako smo z več različnimi pomembnimi deležniki prijavili projekt Life Plus na temo, kako ločeno zbrati več plastike in seveda zagotoviti čim večji obseg nadaljnega recikliranja. Želimo prispevati seveda tudi k ozaveščanju potrošnikov in vseh deležnikov v prodajno-dobavni verigi posameznega proizvoda in tudi neposrednih uporabnikov morja. Kakovost okolja, v katerem živimo, je seveda pomembna za vsakega posameznika in zagotovo tudi za podjetja, zato smo odprti za sodelovanje po svojih najboljših močeh. Odlično, hvala lepa. Skratka, ozaveščanje. Zdaj, nekaj minut lahko sicer še posvetimo tej razpravi, a so mogoče še kakšni komentarji, a je kakšen vidik, ki ga nismo osvetlili, a je mogoče še kakšno vprašanje za paneliste. Ne vidim nobenega znaka. Ja, izvolite. Larisa Kunst, Regionalni razvojni center Koper. Me zanima, če je znan podatek, koliko odpadnih ločeno zbranih odpadkov v Sloveniji se predela, ali se jih predela, ker sliši se tudi, da odpadke se ločeno zbira, potem pa stojijo na odlagališčih in ne grejo v nadaljnjo predelavo. Ali lahko kdo odgovori na to? Tako. Mogoče vas zanima ta zadnja problematika, ki je bila glede odpadkov z Interserohom in ko je bilo tudi obvestilo na televiziji in zbranih odpadkih v občini Slovenska Bistrica. Na to ste mislili. To je bilo zdaj dilema na splošno. Torej pomeni, da javne službe zbirajo odpadke in morajo te odpadke predati potem droje ali družbam za upravljanje oziroma za uravnanje za odpadno embalažo. Tako. In problem pri tem je, da nekatere od teh družb pač vzamejo te kvote oziroma so njihove kvote za sprejem odpadne embalaže so zapolnjene že do meseca, recimo do 8. ali pa 9. meseca. Ne. In se zgodi, da potem nekatere od teh nočejo prevzemati več teh odpadkov. Ne. To se je zgodilo trenutno v Bistrici, v Slovenski Bistrici, tako da če greste potem če greste tam celi Sloveniji, ampak najbolj problem je bil pač v tej občini. Ne. To pomeni, da dejansko te odpadki ostanejo v zbirnem centru potem tudi, ne. Dokler ne pride, dokler se leto ne obrne in potem se lepo to ne deluje. Torej, rešitev tega problema je v tem, da bo prišlo do spremembe uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki in se bo točno določili potem tudi razmerja oziroma deleži posameznih družb, katere morajo potem sprejeti te odpadke tudi. Ne. Tako. Ja, samo na kratko bi rada dodala.
Torej, Slovenija je v družbi evropskih držav zelo visoko, na enem 3. ali 4. mestu po količini reciklirane odpadne embalaže. Torej, pri nas to ni slabo, ne? Mi imamo tu in tam kakšne težave, zdaj so te težave tudi zaradi cene nafte še bolj izstopajoče. Komunalna podjetja ravnamo, kot da je vse v redu in probleme vsakodnevno rešujemo. Po celi Sloveniji je problem s tem, ampak kot je rekel kolega, ko se leto obrne, gremo naprej. Mi se vedno obnašamo, kot da je vse v redu in gremo naprej in nam ne gre slabo. V Sloveniji ne gre slabo s tem, delamo pa seveda še vedno na izobraževanju, na še bolj na ločevanju, zato ker če hočemo priti do zero waste, imamo še zelo veliko dela. Hvala lepa, to vsekakor. Mi imamo tudi še kar nekaj dela danes, kljub temu je zdaj čas za pauzo oziroma imamo še en prispevek. Prosim, Katarina. Tako gospa Valentina Gruber iz Fakultete za humanistične študije sprašuje, pri nakupih dostikrat nimamo izbire in moramo kupovati izdelke, kot so pakirani. Zakaj se ne poskuša doseči pri trgovcih, da bi izdelke embalirali na drugačen način? Zakaj mora biti vsaka zelenjava v svoji vrečki in tako dalje? Kdo si upa na to odgovoriti oziroma vsaj komentirati? Če se upam, proda se tisto, kar kupec vzame. Zdaj gre za ozaveščenost družbe, ne, in upamo, da smo in poskušamo s tem tudi dogodkom to ozaveščenje širiti. Kolega je omenil bomboniero, da mu ni simpatična in če to pove, recimo, to bi jaz dal v okvirček, če bi bil urednik časopisa, ne, pa bi rekel Tilen Genov, ne, Morigenov Slovenije je to povedal, ne kupujte bombonier, ker, ne. Skratka, to je antipropaganda za, ne, pač mora nekdo znam povedati, kot je rekla Brigitte Bardot, a ne, da krzno je, ne, smrtni sovražnik živali in je naredila revolucijo pri krznu, a ne, oziroma modi krzna. Skratka, to so neki možni kakorkoli koraki, seveda je pa potrebno, ne, z ozaveščanjem in dejansko delovanjem, da presegamo potrošniško družbo, odgovorno ravnati na nivoju, kjer smo v demokraciji in ne, seveda država regulira lahko do neke mere pač te trende, naprej je pa potrošnik. Ne. Mogoče sam, ja, kratko še informacija, no, da v bistvu Evropska unija je pred kratkim sprejela predpis, ki omejuje uporabo plastičnih vrečk v trgovinah in mislim, da je zdaj ta predlog v končni fazi pred sprejemom pač uradnim. Mislim, da je v svetu Evropske komisije trenutno na debati in da bojo imele države članice potem dve alternativi o tem, kako se bojo odločile zmanjševati. Ali bojo uvedle davek na plastične vrečke ali pa bodo enostavno omejile število uporabe teh plastičnih vrečk. S tem, da to v naših trgovinah opažamo, ne? Da niso več trgovci tako radodarni s temi plastičnimi vrečkami, mi se jim pa tudi dostikrat odpovedujemo, imam občutek. Prosim. Ja, hvala lepa. Jaz bi rada samo še eno stvar tukaj mogoče poudarila. Namreč trenutno živimo nekje v obdobju nanotehnologij, proizvodnje najrazličnejših nanodelcev. V bistvu vse te zadeve, vse te raziskave jasno prinašajo določene prednosti ljudem, tako se proizvajajo nanodelci, ki naj bi imeli določeno antibakterijsko delovanje, uporabljajo se delci za čiščenje površin, praktično vedno več se tega uporablja. Mislim pa, da je zelo malo raziskav, kako ti delci vplivajo na človeka in na samo fiziologijo, na nas dedni material. Znano je, da naprimer ne bom strašila, ampak znano je, da ti delci lahko prehajajo jedrne membrane in vplivajo na dedni material, tako da v bistvu zelo veliko tega, kaj ti delci povzročajo, ne vemo, se pa na veliko lahko proizvajajo in tudi prodajajo. Skratka, previdnost pri nanodelcih, ne, in pri uporabi ne bo odveč. Ne vidim nobene roke več, niti, ja, a še dve.
Dobro. Pozdravljeni, Šori Metka, jaz sem ustvarjalka na področju ponovne uporabe in sem hotela izpostaviti prav to prakso, se pravi ponovno uporabo kot eno izmed najbolj preprostih, po mojem, rešitev. Zakaj? Ker ponovna uporaba pomeni, odpadek je nastal, jaz, ki sem kriva za to, da je nastal, ga očistim, ohranim, spravim in predelam v nekaj novega. Tako ne nastane strošek za komunalno podjetje, ki ga more pobrati, nekam odpeljati, ne nastane strošek z postopkom reciklaže, ki je še vedno nek industrijski postopek in predvsem ne nastane nek strošek zame osebno za nakup neke nove stvari, katero si lahko jaz sama izdelam. Tako da moram povedati, da sem zelo zadovoljna, da sem prav včeraj imela priložnost predstaviti to kot program vsem ravnateljem Mestne občine Koper in prvi odzivi izgledajo dobri in si srčno želim, da bi to bilo bolj in bolj promovirano, ker lokalna skupnost si tega želi, tega znanja in to je eden izmed načinov, ki bi vsem nam na osebni ravni precej olajšal življenje. Najlepša hvala in še en spletni komentar, prosim. Tako, gospa Barbara Grm sprašuje, kako hoteli poskrbijo z odpadno vodo, napeljava na javno kanalizacijo, rastlinske čistilne naprave ali direktno v morje. Vnos odpadnih organskih snovi v vodni ekosistem predstavlja velik problem, saj organska snov predstavlja hrano za bakterije, ki za snove delovanje porabljajo kisik. Posledično organizmi, ki potrebujejo za svoj obstoj kisik, ekarioti propadejo. No, na slovenski obali so vsi hoteli, lahko me dopolnijo izvajalci javnih služb na pač sistemu javnega omrežja, kanalizacije in s tem čiščenja, seveda zajeti v čiščenje odpadnih voda. Je pa res, da se da narediti še mnogo. Poleg tega imamo meteorno vodo s parkirišč, ki seveda zaradi vsega, kar je tam, od drobnih delcev do olja, ni čista in lahko odteče tako ali drugače z hotelskega parkirišča v morje. Vmes niso samo lovilci olj, lahko so take ali drugačne, če ima menedžment občutek za pač okolje lokalno, ki ga trži, ki ga prodaja, lahko to uredi popolnoma drugače in veliko bolj učinkovito in tudi zgledno in prispeva tako k izboljševanju svojega imidža in odgovornosti, okoljske odgovornosti in s tem pridobiva na klienteli, ki je za to seveda osveščena in je pripravljena to ne nazadnje tudi plačati. To so razne grede za preprečevanje in bio, recimo rastlinske naprave in tako naprej, rastlinske grede in druge ureditve. Ampak zato je potreben intenziven koncept oziroma njegovo izvajanje, ki ga je žal na slovenski obali nisem še prav zelo zasledil kot ureditve, ki bi promovirali in s tem izboljševali svoj imidž, vzgajali hkrati, izobraževali goste in potencialne obiskovalce in seveda s tem bistveno tudi pripomogli k nezmanjševanju vplivov na obalo in morje. Skratka, veliko prostora še za nadgradnjo in bi rekel slovensko pozicioniranje z dobrimi praksami na Jadranu. Skratka, razvojna priložnost, bi jaz rekel. Hvala lepa. Skratka, nabor možnosti, nabor rešitev je velik na različnih področjih, o tem se bomo pogovarjali v drugem delu. Lepo vas prosim, da ostanete z nami, prispevate k temu naboru. Zdaj pa je pred nami odmor. Malo smo zavlekli razpravo, ampak verjetno se strinjate, da je bilo vredno. Dovolite, da se seveda našim panelistom zahvalim za prispevke in seveda hvala tudi vam, tudi spletnim udeležencem, ampak tudi vam tu v dvorani za vašo aktivno udeležbo.